Spoštovani gospod župan, kolegice in kolegi, dragi prijatelji, lepo je pogledati tako polne mize, tukaj v Idriji. Pravzaprav sem v roku zadnjega meseca že drugič tukaj v Idriji, pa v torek bom spet, ker je pol vlade tukaj na sestanku s slovenskim avtomobilskim grozdom, kjer smo pogovarjali, kako temu delu slovenske industrije dodati še dodatni zagon. Tukaj so veliki potencijali, smo sredi začetka tako imenovanega zelenega prehoda, kar terja tudi velika dodatna vlaganja v industrijo, ki ustvarja velik del našega bruto domačega proizvoda. No in tukaj v Idriji imate kar en dober del te dobre sedanjosti in verjamem tudi dobre prihodnosti. Zdaj, veliko je bilo povedanega za tem mikrofonom pred mano v teh volilnih okrajih na Goriškem. Imate dobre kandidatke in kandidate. Verjamem, da jih bo veliko izvoljenih naslednje leto. To je vse od nas odvisno, ki smo tukaj, ne od medijev, od nas je to odvisno. In verjamem, da bodo vaše interese v Slovenskem državnem zboru zastopali tako, kot se spodobi, tako tisti, ki imajo že izkušnje, kot tisti novi upi, ki se na teh listah pojavljajo ali pa se bodo pojavljali prvič. Zdaj, Slovenija nekje ponovno na razpotju, ne prvič, smo bili že nekajkrat in vemo, kam je šel naš razvoj, kadar so bile odločitve nagnjene v eno ali pa v drugo smer. Kar nekajkrat so bili postavljeni dobri temelji, pa se je potem veliko tega zafuralo in smo morali iti nazaj in ponovno delati. Recimo leta 2008, na koncu našega prvega mandata, je bila Slovenija po kupni moči na prebivalca na 91% evropskega povprečja, Italija je bila takrat na povprečju, se pravi na 100% točkah, in mi smo računali, če dobimo še en mandat, bomo v 4 letih Italijo prehiteli. In bi jo lahko, ker je bila podlaga dobra. Pa je prišla neka vlada, ki je vodila stranka, ki je pisala, mislim, da je enako geslo, kot zdaj piše. Obljubljali so, da bodo delali drugače. Niso povedali kako, ampak rekli so, da bodo delali drugače. Niso delali drugače, delali so tako kot že prej, kadar so bili na oblasti in Slovenija je zgrmela za 10% točk v primerjavi z evropskim povprečjem. Pa smo imeli vsi gospodarsko krizo, vsi smo imeli finančno krizo, nismo pa vsi imeli 5 let recesije, tako kot Slovenija. In potem smo v tisti, lahko bi rekli, interventni vladi leta 2012 to reševali z težkimi ukrepi, ki jih je bilo treba sprejeti za to, da smo sploh obdržali slovenske javne finance nad vodo. Plačali smo visoko ceno za tiste ukrepe, ampak kljub temu je potem še trajalo, da smo tudi mi prišli v gospodarskem smislu na zeleno vejo. Pa še marsikaj se je vmes zgodilo, kar bomo očitno plačevali tudi v prihodnje. Recimo, gospa, ki je potem vodila vlado leta 2013-2014, je reševala 2 tajkunski banki, razlastila podrejene imetnike obveznic v državnih bankah in zdaj je prišla sodba Evropskega sodišča, da je bilo to storjeno nezakonito in nad nami visi tveganje milijarde evrov stroškov, če bo to iztoženo. Zdaj naenkrat je tiho, ampak prej smo pa poslušali 7 let od te iste osebe, kako je ona rešila Slovenijo pred trojko. Toliko neumnosti še papir v Sloveniji težko prenese. No in seveda, zdaj imamo vlado v času, ko imamo trojni izziv pred sabo. Prvi izziv je normalno upravljanje z državo, kar je v Sloveniji, še posebej, če ima šibko koalicijo, vedno naporno.
Zdaj srečujem kolege iz drugih evropskih držav, pa tudi z drugih držav po svetu, in se vsi čudijo, kako je sploh možno vladati, ko rabiš 3 ali pa 4 stranke v koaliciji, ko se treba usklajevati z vsakim, ko moraš potem celo s posamičnimi poslanci iz opozicije usklajevati večino za rešitve, ki so same po sebi umevne, ki so v skupno korist. In je že to samo po sebi velik zalogaj. Poleg tega pa smo vlado sestavili prvi dan potem, ko je bila razglašena epidemija, ko so predhodniki vrgli puško v koruzo in se ustrašili vsega tega. In seveda v tem mandatu imamo na ramenih tudi odgovornost reševanja številnih problemov drugih, s katerim živimo v Evropski uniji. Se pravi, vodimo svet Evropske unije in moramo reševati probleme, za katere še nikoli niste slišali. In kar tudi ne bo nagrajeno na volitvah, kjer dvomim, da kdorkoli tukaj ve, kakšne probleme imajo v Latviji pa na Severnem Irskem z irskim protokolom, ker ga bo očitno Velika Britanija odstopila, z ribolovom v Severnem morju. Ne vemo, ne ukvarjamo se s tem v vsakdanjem življenju in tisti v Estoniji pa na Irskem tudi ne vedo, kakšne probleme imamo mi tukaj v Idriji ali pa kjerkoli drugje v Sloveniji. Ampak vsake toliko časa pač vsaka država članica prevzame to obveznost in to je kar velik napor. Za nami bo svet Evropske unije vodila Francija. V Franciji imajo toliko ljudi zaposlenih v javnem sektorju oziroma v administraciji, kot je nas Slovencev vseh skupaj, tudi če za mesto štejemo. Imajo toliko administracije, kot je nas vseh skupaj, pa bodo morali opraviti enako delo, kot ga moramo zdaj mi. Je to precej velik zalogaj, ampak kljub temu slovenska vlada ni pozabila na ključno. Ključno pa so problemi naših državljank in državljanov, Slovenk in Slovencev. Mi smo v zadnjem mesecu obiskali 3 regije kot kompletno vlado. Tudi tukaj smo bili na Goriškem. Župan se spomni in čestitke še enkrat za dobro precepljenost, ker je to nekaj, kar omogoča kolikor toliko normalno življenje tudi v epidemiji. V povprečju v državi nismo prav visoko, zato ker se nagaja na vseh področjih, ampak ne bi zdaj o tem. Želim poudariti to, da smo v enem mesecu kot kompletna vlada in vsak obisk traja dan pa pol, obiskali 3 regije v Sloveniji, kar je več kot prejšnji 2 vladi v 5 letih. Oni v 5 letih niso bili sposobni narediti 3 takih obiskov, mi smo ob vodenju Evropske unije to naredili v enem mesecu in do konca mandata bo vlada obiskala vse slovenske regije, kjer rešujemo na licu mesta številne probleme, številne odprte vprašanja, ki se običajno rešijo šele takrat, ko vlada malo posveti na te probleme, pa birokracija iz predalov potem potegne za ostale pa nerešene akte. Sicer pa se to ne zgodi, ker je pač birokracija v Sloveniji velik problem in debirokratizacija je ena od zadev, ki jo potrebujemo za to, da bo denar, ki ga plačujete ob davkih, prispevkih, trošarinah, na položnicah, potrošen racionalno, da se milijarde ne bodo zgubile v tem birokratskem kolesju, da bodo stvari reševane v realnem času in da skupaj z veliko centralizacijo ne bi polovica tega ostajalo v Ljubljani. Ljubljana je naše glavno mesto, ampak je dobrih 12% Slovenije, nič več. Ampak če pogledate recimo samo koliko se poroča o tem, kar se dogaja v Ljubljani, potem koliko se poroča o ostali Sloveniji, boste videli, da je razmerje obrnjeno. O ostali Sloveniji se poroča 12%. Vse tisto, kar je tam na asfaltu,
sredi Ljubljane je prva novica vedno. Pa če so to protesti, če ima župan Janković slab dan, ali pa če slučajno gre v stečaj kako podjetje, za katerega ste vi plačali veliko milijonov, ampak to je novica samo za en dan. Torej, rekel sem, da je Slovenija, da smo na nekem križišču, oziroma na to križišče prihajamo naslednje leto, ko bodo četvorne volitve. In zdaj razlika je alternative so zelo jasne. Da ni tukaj 10 različnih poti, sta dve. Ena vodi naprej, ena vodi nazaj. Preden smo prišli sem z Romano, z Alešem, z Borutom in ostalimi, s katerimi smo bili prej v Marezigah, v slovenski Istri, smo tam zelo jasno videli dve sliki. Kdorkoli je bil tam, je videl dve sliki in razlika ne bi mogla biti bolj očitna. Tam v šotoru mimogrede. To je kraj, kjer je Slovenska demokratska stranka na zadnjih volitvah zmagala. Pa so zdaj 3 dni nekateri pisali, da mi nimamo tam kaj iskati. To so pisali v Ljubljani. In so, ne vem, mogoče kdo misli, da se bomo ustrašili tega. No, ampak tam smo se zbrali, tako kot vi tukaj. Veliko nas je bilo, daleč največ od vseh srečanj primorske regijske koordinacije. Dobro reklamo so naredili, verjetno je tudi to prispevalo k udeležbi. In bilo je tako kot tukaj. Govorili smo o prihodnosti, o tem, kaj je potrebno narediti, zato da Slovenijo gradimo naprej. Tudi tam smo poslušali lepo slovensko pesem. Ni bilo tako velikega zbora in tako dobrega repertoarja kot tukaj. So pa bili tudi dobri pevci. Bil je zbor malo manjši, ki je praznoval 50. obletnico. Skratka, šlo je za prijetno druženje, kjer smo predstavljali tudi kandidatke in kandidate za prihodnje volitve. Skratka, počeli smo nekaj, kar je bistvo demokracije. Počeli smo nekaj, kar je temelj slovenskega ustavnega reda. V slovenski ustavi piše, da je Slovenija republika, kjer ima oblast ljudstvo lahko odloča neposredno na referendumu in preko predstavnikov, ki jih izvoli v državni zbor, v parlament. Zato, da volitve normalno potekajo, se ljudje združujemo v različne politične stranke, ljudje smo različni, imamo različne interese, različne poglede in vsak pač gre tja, ker misli, da tista stranka ponuje nekaj, kar je najbliže temu, kar verjamemo. Včasih je bila dovoljena samo ena in pač tisti, ki smo starejši, vemo, kako je to izgleda. Zdaj lahko več strank in več strank mora biti zato, da parlamentarna demokracija normalno funkcionira. Mi obstajamo več kot 30 let. Vsem tem času smo zborovali marsikje, nikoli pa nismo kakšni drugi stranki nagajali pri njenem delovanju. Se spomnite, da bi kdorkoli iz Slovenske demokratske stranke ob zborovanju neke druge stranke kričal, zmerjal, metal predmete v avtomobile, kot so danes počeli tam v Marezigah, grozil smrtjo, mahal z totalitarnimi simboli in se, rekel, neznansko drl, tudi zaradi tega, da bi dokazal, da jih je več, ampak ko smo tja gledali, nas je bilo v šotoru več kot tistih zunaj. Nas je bilo v šotoru več kot tistih zunaj, čeprav smo se zbrali samo iz ene regije, zunaj pa so bili iz cele Slovenije. Domačini so rekli, glejte, tamle ni domačinov, da bi jih lahko prešteli na prste ene roke. To je vse uvoženo, drugod so prišli delati z rahom.
In je morala policija pač zaščititi neko ustavno dejanje. Jaz upam, da jim bodo poslali račune za te stroške, ker je to dejansko nenormalno. Ampak po svoje smo jim pa hvaležni. Kdorkoli pogleda te slike od tega našega druženja tam, pa tistega, kar se je zunaj dogajalo, vidi razliko. Vidi razliko in gledajte, če kdo misli glasovati za grožnje smrtjo, za zmerjanje, za nasilje, pa potem to ni dobra prihodnost za Slovenijo. Jaz sem prepričan, da je velikanska večina ljudi v tej državi pri zdravi pameti in da tega enostavno ne podprla. Pač za cele Slovenije so tja vabili ljudi, tisti, ki organizirajo proteste ob sredah in tisti, ki organizirajo proteste ob petkih. Zdaj so naenkrat bili skupaj, kar pomeni, da imajo iste botre v ozadju in imajo seveda tudi enako medijsko podporo. Tole danes tukaj je naše 14. regijsko druženje. 14. Vsa so bila dobro obiskana. Mislim, da imamo samo še Koroško naslednjo soboto. Hvala tistim, ki ste bili z mano praktično povsod, Romana, Aleš, Borut, Mitja. Je to nek napor, ampak glejte, mi resno jemljamo ustavno demokracijo. In verjamemo, da je možno spremembe doseči na volitvah, ne pa na ulici. Imamo neko stranko, ki pravi, da bo delala drugače, objavlja pa sliko, kako skačejo po trgu, ker piše, vi imate večino v parlamentu, ampak ulice so pa naše. Mislim, ulice so tudi njihove, ulice so od vseh. Ampak ulice v demokraciji ne odločajo. Ulice so odločale, Ulica je odločila, ko je šel Mussolini na Rim. Ulica je odločila v mnogih državah Srednje Evrope, ko so komunisti prevzemali oblast po drugi svetovni vojni brez volitev. Ulica je odločila v Mariboru, ko je odstopil župan Kangler zaradi nasilja, ki so ga povzročili takrat leta 2012, ko je bilo v eni sami noči ranjenih skoraj 100 policistov. Ampak to ni demokracija. To ni demokracija in v vsakem primeru je naša naloga, da to, kar smo napisali tukaj kot naše geslo, pravzaprav po neki naravni poti je prišlo do tega, da smo izbrali Gradimo Slovenijo za našo geslo za nastop na prihodnjih volitvah. To je za razliko od tega, kar je bilo leta 2018 ob zadnjih državnozborskih volitvah možno podkrepiti tudi za dejanje in za rezultati. Tako da našo nalogo bo zdaj vseeno lažje. Rezultati so tukaj. Včeraj smo v Državnem zboru predstavljali proračune za prihodnji 2 leti. Slovenija še nikoli ni imela na voljo toliko sredstev za investicije, kot jih ima zdaj. Deloma nepovratna sredstva, so to nepovratna sredstva iz evropskih fondov, predvsem iz sklada za okrevanje in odpornost. Deloma pa so to, ali pa v največji meri so pa to naša sredstva, vaš denar, ki ga bomo namenili za vrtce, šole, domove za starejše, za cestno infrastrukturo, za to, da bo vaše življenje lažje, ne pa za stotine nevladnih organizacij, za katere niste še nikoli slišali, ki niso nikoli nič naredili, pa je šlo zanje na desetine milijonov evrov v preteklosti. In to imamo tudi, za letos imamo napovedano gospodarsko rast preko 6%. Lanski padec je bil za četrtino manjši, kot smo napovedovali.
4-odstoten, kar pomeni, da mi že presegamo vrzel, ki je nastala v lanskem letu, zato lahko tudi več investiramo in za prihodnje leto imamo tudi napovedano neto rast, recimo glede na predkrizno leto 2019, ki bo šla proti 5 odstotkom. Zato lahko investiramo. Zdaj, včeraj je levi del opozicije obstruiral oziroma bojkotiral predstavitev teh številk. Mislim, da je eden od njih celo rekel, da oni ne morejo poslušati, kako se bo vlada hvalila z rezultati. To bi ga še razumel, je bilo zelo iskreno. V bistvu pa gre za to, da na to, kar je v našem programu in kar je podkrepljeno z rezultati, tam enostavno ni alternative. Ste slišali kako alternativo na to, kar mi predstavljamo? Njihova alternativa je to, da so podpisali sporazum, v katerem pravijo, da se bodo vsi združili proti nam. To je program. Izključevanje, to je prva točka. In pravijo, da bodo delali drugače. To verjamemo, samo kako drugače smo pa to že videli. Torej, gledajte, na tej grafiki je satje. Vsi vemo, kakšen simbol je to. To je simbol delovnosti, marljivosti in tudi sladkih rezultatov. Slovensko satje šteje preko 2 milijona celic. In mi ne želimo izključevati nikoga. Mislim, da smo to dokazali. Mi smo v tem mandatu sestavili vlado potem, ko je prejšnja vrgla puško v koruzo. In to vlado smo vzeli tudi stranke z poslanci, ki so recimo glasovali za odvzem mojega mandata recimo leta 2014, ki so počeli marsikaj, ampak pred nami je bila epidemija in Slovenska demokratska stranka je izbrala težjo pot takrat. Ne samo pot sodelovanja s tistimi, ki so bili prej na neki drugi strani, kjer bi lahko, če bi gojili zamere, lahko to naštevali dolgo časa. Ampak to ni bila glavna preizkušnja. Glavna preizkušnja je bila to, da smo se morali odločiti, ali bomo naredili nekaj, kar bi bilo verjetno oportunistično in bolj za stranko. Če bi šli mi lani na volitve v času, ko je epidemija šla v nebesa, ko smo bili brez zaščitne opreme, brez načrtov, brez tega, da bi prejšnja oblast kakorkoli upoštevala predloge Svetovne zdravstvene organizacije, ki je bila pri nas par let prej in je vse povedala, kaj bi še morali narediti za to, da bi bili odporni na pandemijo oziroma epidemije. Karkoli bi se zgodilo, bi lahko krivili prejšnjo vlado. Bi šli na volitve in bi verjetno zmagali z veliko razliko. Vprašanje pa je, kakva je bila cena za Slovenijo. In kateri ste tukaj sedeli si na seji sveta stranke in se pogovarjali o tem, ali bomo naredili nekaj, kar je dobro samo za nas, ali bomo naredili nekaj, kar je v interesu domovine. In smo se odločili za to drugo. In seveda ne prvič, to smo naredili že v času krize leta 2012 in takrat smo plačali visoko ceno, nihče nam ni bil hvaležen za to, obratno. No, ampak zdaj je situacija vseeno drugačna. Tudi nekaj smo se naučili od takrat, imamo dobre rezultate in za razliko od leta 2018, s temi rezultati je pač treba pred ljudi. S temi rezultati je treba pred ljudi in kdorkoli bo kandidiral v kateremkoli od vaših okrajev, ne bo lahko zgolj našteval
da imamo visoko gospodarsko rast, da so se pokojnine povečale v enem letu za 7%, prej pa v 4 letih za 6 evrov, ali koliko ste več dobili, da so šle plače gor za več kot 5% realno v lanskem letu, kljub epidemiji, da smo blažili posledice epidemije z raznimi dodatki, boni in tako naprej, se pravi, da je šel denar do vas, do ljudi, ne za banke, pa za Metelkovo 6. No, poleg tega ne bo nobene občine v Sloveniji, nobenega okraja v Sloveniji, ker tisti, ki boste kandidirali, bi mogli pokazati tudi konkretne naložbe, ki so že ali pa še bodo prišle iz načrta za okrevanje ali iz proračunskega okvira za konkretno občino, konkreten kraj ali volilni okraj. Se pravi, kot pravimo tisti, ki smo včasih delali v IT-ju, ne bo sem software, bo tudi hardware, se pravi tudi konkretne stvari, ki boste lahko dali na program oziroma v svoje nastope in s tem bo pač treba od ljudi do ljudi. Tega ne bo na Pop TV-ju, ne bo na nacionalni televiziji, to je naše 14. regijsko srečanje. Mislim, da se nas vedno več zbere, kot se jih zbere v petkih, kar je prva novica na nacionalni televiziji. Kamera nacionalne televizije je bila samo prej v Marjezigah, pa ne zaradi protestnikov. Damo pa za to hišo več kot 100 milijonov na leto. Včeraj so bila s podpredsednikom vlade v Tuhinjskih Toplicah, to je malo čez mejo na hrvaški strani, ampak to je slovenska naložba. To je velika slovenska turistična naložba dol, ne od zdaj, že odprej. Tam je bila velika konferenca med predstavnikov hrvaškega in slovenskega turističnega gospodarstva o tem, kako združiti sinergije letno pa zimsko sezono, zato da bomo vsi imeli več od tega. Tudi to, da ne bo samo 1 milijon Slovencev šlo na Hrvaško, pa samo 30 000 Hrvatov potem v Slovenijo v zimski sezoni, kar je bilo v lanskem pa v letošnjem letu. Imeli smo tudi sestanek z vodstvom hrvaške vlade o odprtih vprašanjih. Potem smo imeli s hrvaškim predsednikom izjave za medije, tam je bilo 30 hrvaških medijev, pa nobenega slovenskega. Pa mislim, da ima nacionalna televizija celo dopisnika ali dopisnico v Zagrebu. Mislim, toliko o naših nacionalnih medijih. Torej, ne računati na nje. Vi ste mediji, kot je prej Elena rekla. In od tega, kako močan medij bo vsak od nas, bo odvisno, kakšen bo naš rezultat. In od tega, kakšen bo naš rezultat, bo odvisno, kakšno bo Slovenija v prihodnje. Hvala vam, ker boste del tega velikega projekta. Želim vam lep dan še naprej. Naslednje leto na četvorno zmago. Bog živi Slovenijo.